Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli, če ste že kaj brskali, če ste že kaj raziskovali sebe, če ste raziskovali kakšno literaturo, prebrali kakšno knjigo, se udeležili kakšnega seminarja, delavnice. Zagotovo ste to slišali. Vse, kar moraš narediti, je to, da si to, kar si. Bodi to, kar si. Ampak kaj to pomeni v praksi? Kaj to dejansko pomeni v vsakdanjem življenju? O tem bomo danes govorili, kaj pomeni biti to, kar dejansko si. V moji družbi je Anita Rehar, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Ti se ukvarjaš s svetovanjem, delavnice prirejaš, zelo različne stvari in ne glede na to, ali imaš neko samsko osebo, ali imaš nekoga, ki je ujet v nekih slabih odnosih, ali imaš nekoga, ki želi postaviti svoje podjetje, karkoli pravzaprav, zmeraj govoriš o tem, kako pomembno je biti to, kar si. Tako je. Zdaj pa konkretno mi povej, kaj to pomeni. To enostavno pomeni, da si sam s sabo v redu. Da si sam s sabo zadovoljen, da si srečen s tem, če meni zdaj paše tu tak sedeti, bom tak sedela, ne bom tak, ampak bom tak, ker me ne briga, kaj bodo drugi rekli. Recimo, ena taka. Bodi to, kar si. Vedno je treba poslušati samega sebe, svojo notranjost, ne posnemati drugih, ne posnemati okolice, ker nikoli ne moramo mi biti isti kot nekdo drug, ker vsak je individuum zase persona in tega se je treba zavedati. Sama sem imela precej izzivov sama sabo, ker sem si zmeraj želela konstitucijo tiste ultrasuhice, drobne ženske z drobnimi kostmi. Pa amazonka sem, ne? Je to tisto, da se pravi, da sprejmeš svojo konstitucijo, ker to je ta finta, imaš ravne lase, bi rad imel skodrane, imaš skodrane, bi rad imel ravne. Tako, nikoli nismo zadovoljni, vedno nekaj se najde, kar pa nam ni pa všeči, ne? Ampak to je treba nehati delati, ne iskati dlake v jajcu, bodimo zadovoljni s tem, kar smo, kakršni smo, ker to je naše, to smo mi. Z vsem dobrim in slabim, z plusi in minusi. In prav je, da sami sebe tako vidimo, se tako začutimo, ker potem nas bodo tudi drugi tako začutili. Konec koncev, meni je vseeno, kako drugi mislijo. Tako moramo biti v tem kontekstu. Ja, ampak to vsi govorijo, Anita. Vsi govorijo, boli me, kaj si drugi mislijo. V resnici se pa žremo. Pa gledamo, koliko imamo lajkov, koliko imamo sledilcev, koliko imamo vsega. Saj eno je, da govorimo, ampak... Tako, najprej tu govorimo, ampak ni dovolj samo tu govoriti. Treba je od tu spustiti sem, da tako tudi čutimo. In tu vmes je ta blokada, ki jo treba odstraniti. Zavedati se, da vsak je najlepši taki, kot je. Po naravi, brez make-upa, brez vsega, ja, vse je fajn, pa še biti malo urejen, normalno, seveda, ampak toliko, koliko osebi paše. Nekaterim je všeč, da so res nališpani, naj bojo, ker jim paše. Nekomu, ki to ne paše, zakaj bi bil? Zato, ker je drugim všeč? Ne, ker kaj bojo drugi rekli? Ne, zakaj? Nima smisla. A smo tukaj fail naredili v otroštvu? Oziroma, ali je problem v programih, ki nam jih na nezavedni ravni nalagajo starši. Jaz berem zdaj veliko knjig o vzgoji, zaradi Gaje seveda, in vidim, kako hiter ti s tem, ja, pa si priden, pa ugajaš, pa ne, Prvo je že to, da smo bili deležni teh vzorcev v otroštvu. Tako kot si rekla, zmeraj je trebalo ugajati, bodi priden, bodi to, bodi ono, ne. Zdaj pride obisk, da se boste lepo obnašali. Jaz se nikoli nisem, jaz vedno pokazala, kaj znam. Ne. Ampak ja, seveda starši nič hudega sluteč, pač vzgajajo svoje otroke v dobri nameri. Ampak posledično je pa druga plat, vsaka medalja ima dve plati, je pa tukaj ta posledica, da enostavno nismo sami sebi všeč. Drugo, kaj je, ko starejši pol sprašujejo otroka, kaj boš ti, ko boš velik? Tile otroci se moramo zavedati, da so zelo energijsko, intuitivno odprti. Oni so.
Oni so to, kar so. In imela sem nekaj časa Se pravi, nazaj, zdaj nisi v redu, pol, ko boš velik, kaj boš v boš redu. pa pol, ne? In ravno me ena stranka na to spomnila, ker tudi sama sem isto doživljala, kaj nisem v redu to, kaj sem. Mislim, to je bilo prvi moj odziv na to vprašanje, ne? Če pa tak sem, jaz sem. Kaj, kako bo življenje, kako bo steklo, pa bomo videli. Ne? In vse to neko dolgoročno planiranje, dolgoročno fokusiranje na kaj pa bomo, kje pa smo zdaj, vedno je treba živeti v tistem danem trenutku. Zdaj, tukaj. Tukaj in zdaj. Ja. Poznamo, pravzaprav v oddaji smo gostili že veliko ljudi, ki so bili zelo pridni kot otroci, zelo poslušni, sledili so vsem pravilom. Potem kasneje so se izobrazili, dosegli izobrazbo, ki so jo mogli, spoznali nekoga, naredili otroke. Vse to, da bi nekako naredili tiste kljukice, ki se od njih pričakuje. Potem tam pri 40-ih se jim pa čisto odpele. A to pomeni, da so dejansko prišli do točke, da ne morejo več živeti tega, kar niso? Tako. Zato, ker ne moreš, dejansko so živeli življenje svojih staršev oziroma tistih skrbnikov, okolice, a ne? Niso živeli svojega življenja. In tega si ne smemo dovoliti. Ne, zato ker nihče nima pravice krojiti kogaršnokoli usodo ali pa življenje. Dostikrat pa tudi kot najstniki naredimo sami tu napako, ko iščemo ideale. Ne? Pa telezvezdnike, pa ne vem, pa Brad Pitt, pa kaj vem, kaj še vse. Ne? Brad Pitt je zdaj zavaljen, pa dobro, ja, ampak ne, recimo, ne vem, punce najdejo svoje idole, fantje svoje in pol želijo isto izgledati in hujšajo in ne vem, kaj vse, ne tega početi. Zato, ker oni niso srečni, oni so taki, kot so zaradi tistega svojega poklica. Ne zaradi tega. Ne? Ko bom izgubila še 5 kilogramov, se bom imela pa res rada. Ja, samo do tega ne pridemo. Zato, ker ko izgubimo tistih 5 kilogramov, najdemo pa nekaj drugega, zakaj se pa nimamo radi. To so izgovori. To so samo izgovori. In meni, ko to oseba začne, ko bom to, pa ko ne bom to, pa ko bom to, glej, nehaj, stopi iz tega začaranega kroga ven in bodi hvaležna za to, kar imaš. Bodite hvaležni za to, kar imate zdaj, tukaj. Mi smo si tudi svojo konstitucijo izbrali, ne samo življenja. Naše telo mora biti točno do fokusa takšno, kot je. Ker je fizično dovolj močno, da bo preneslo vse te situacije, izzive, ki nas na naši življenjski poti čakajo. In zato je prav, da sprejmemo to. Kaj mi zdaj hočeš povedati? Da ne grem pred špego, se slečem, se pogledam in govorim, lej špehec, tlele, sprejmem te. Rada te imam, moj sin, koliko te je, tako? Lej, gubice, tlele, rade, sprejmem te. Pa res je, jaz se pogledam, pa srečam, glej, hvaležna sem za vsako gubico, ki je na mojem obrazu. Zakaj? Zato, ker to je odraz mene, mojega življenja, ki pač ni bilo z rožicami poslano, pa marsikčigavo tudi ne, a ne? In to je naše, to je del nas. Zakaj bi to skrivali? Zakaj bi se obračali v stran od samega sebe? Bodimo to, kar smo. To smo mi. Koliko pa je bilo truda vloženega v naše življenje? Koliko smo pa, čez kaj vse smo šli, da so prišle te gubice? Ampak recimo, slišiš, da te druga soseda, da te opravlja, zato ker si dolg v pidžami, ali pa zaradi tega, ker, ne vem, recimo, ker si dolg v pidžami, ali pa če dobiš nočne obiske, a ne? Ali pa če je prišel nekdo, ali pa če se niso držali ukrepov, ali pa ne vem, karkoli zdaj, a ne? Kako potem sprejmemo to kritiko, ki nas prizadane? Ne smemo dovoliti, da nas to prizadane. Zavedati se moramo, meni so hecni ljudje, ki opravljajo. Meni se smilijo, zato ker to so ljudje, ki so v sebi zagrenjeni. Okay. In Bog jim pomagaj, no. Veš, to nimajo si kaj početi in pač iščejo nekaj, da si krajšajo čas, pa če so mene našli, pa Bog jim požegnaj, no pa še kaj gor vržem, glej.
Jim daš materijala. Ja, če je treba, glej. Ne, veš, ne smemo se obremenjevati s tem. Mene so učili, da vsak naj pred svojim pragom najprej pomete, se pa ne za sosedovega briga, ne? Da kjer pa tega ne počne, pa pač ne vidi dalje od svojega praga, da še tistega svojega ne vidi. Ne? In zato niti nisem jezna na njih, pač nimajo kaj. Ne? Velikokrat slišimo tragične zgodbe, ki pravzaprav govorijo o tem, kako je šlo vse življenje gladko, ampak je prišla bolezen. Ali je možno, da bolezen pride zaradi tega, ker ves čas se trudimo, da ugajamo, da smo takšni, kot okolica pričakuje od nas, da nas bojo opazili, da nas bojo pohvalili, da bojo rekli, ti si super, to in tako naprej. Je možno? Ja, absolutno. V večini primerov je temu tako, ker živimo mimo sebe. Ne živimo v skladu s svojim biti. Ampak mi delamo po pričakovanjih drugih, da bodo drugi zadovoljni, da bodo to. Ne vprašamo sebe, kaj pa si jaz želim. Ali je to, kaj jaz želim početi? Ali je to, kar mene osrečuje? In slej ko prej pridemo do tistega križišča v življenju, do razpotja, ko pa rečemo, tak, zdaj pa je prišel sodni dan. Zdaj pa se je treba ustaviti, zazreti vase in se res vprašati, ali je to, kaj si ti želiš. In to je to. Kaj, če si želiš čudnih stvari? Kaj, če si želiš stvari, ki niso sprejemljive v družbi? Ja, pač niso. Če so to stvari, ki tebe osrečujejo, so tebi prave. Ne smemo se ozirati na okolico v tolikšni meri, da nikomur ne škodujemo, da se razumemo. Ne? Pač v najvišje dobro sebe, pa se prisotnih delamo. Ampak če vidimo, da bi neka zadeva nas osrečevala, okolica ne bi utrpela nekih posledic, pa naj se vidi še kako čudno. Ja. S tem lahko velikokrat prizadenemo svoje starše, svoje prijatelje, svojega partnerja, svoje sodelavce. Tu pa je druga pesem. Odvisno, koliko je zadeva v nas močna. Včasih so tudi naša pota čudna pod navednicami za zemeljsko raven. Ne? In tukaj je pač treba se zavedati, da velikokrat je treba plačati neko določeno ceno za neki projekt, za neki izziv, ki pa dejansko bo nam dal tisto našo notranjo rast. In če je to za našo notranjo rast, tudi okolica bo prizadeta samo površinsko, ne bo globalno prizadeta. Bo samo tisti ego na prvo žogo bojo užaljeni, pol se bojo pa sprijaznili. Če je to v najvišje dobro naše dušice, potem ne bo nikomor hudega. Ne glede na to, kako se prvo vidi. Ko živiš bolj sebe, te okolica lahko dojame kot neprijaznega, arogantnega, unconsiderable, se pravi, kot da ne razmišljaš na nobenega drugega, kot da gledaš sam na svoj rit. Jaz se s tem ne strinjam. Zaradi tega, ker ko mi živimo iz sebe, pa delamo v najvišjo dobro sebe in vseh prisotnih, bomo vseeno z tistim prijaznim odsevom funkcionirali v življenju. In tudi, če se ne nasmejim, ko pogledam osebo, bo vedela, da želim dobro. Da želim dobro. Nikomur ne želim žalega. Želim pa živeti iz sebe za sebe. To je to, that's it. To je point vsega skupaj, zakaj smo tukaj. Be yourself, ne? Bodi to, kar si. Ko pomagaš drugim na takšen način in je to dejansko problem, ker ti, če hočeš biti to, kar si, moraš vedeti, kdo si. Je to lahko izziv? Ja, seveda je. Ne? Zaradi tega, lahko prideš do točke, da tukaj izgubiš samega sebe, da sploh več ne veš, kdo si ti. Kaj bi pa ti rad? No, do tega pridejo preko mene pokličajo, ne? Okay. Ja. Pol, ko mene pokličajo, pol že vejo, da so se zgubili popolnoma, ne? In mi reče, glej, Anita, jaz sem se totalno zgubil, sestavi me, resetiraj me, naredi, kaj boš. Točno tak, ne? Ker splošno znano namreč je, da pogovor z mano teče povsem sproščeno, pogovorno, čist na easy.
In ja, dejansko ljudje skozi to zgubijo samega sebe. Potem, ko začnejo postajati to, kar so, se zopet začnejo čutiti sebe. Je pa to nekaj novega, čudovitega. To so krasni občutki, ker to so v bistvu oseba prvič v življenju sploh začuti samega sebe. Wow. To je res krasno. Ko sem bila sama v partnerstvu, ki je bilo tudi fizično nasilno in zelo obremenjujoče, in ko sem se nekako rešila iz tega, sem doživela trenutek, da sem prišla v trgovino in nisem vedela, kaj naj kupim. Zaradi tega, ker nisem vedela, kaj bi jaz rada. Ker sem zmeraj kupovala samo stvari, ki jih je pač partner hotel. Lahko dejansko zaradi nekoga drugega, zaradi situacij, verjetno tudi zaradi otrok, zaradi vseh vlog, ki jih igramo v življenju, tukaj zgubimo stik sami s sabo. Tako, ker se preveč razdajamo za druge in se jim podredimo, da pol enostavno več nimamo sebe. In kaj se pol posledično zgodi, ne? Ko smo v tisti najbolj aktivni fazi, da nimamo sebe, smo arogantni, neprijazni, zadirčni, težko je komunicirati z nami, res znamo biti osorni, prav nesramni včasih. Tu je tista faza, ne, ko postanemo taki, to so potem osebe, ki so v samem vrhuncu življenja mimo sebe. Ne živijo sebe in pol iščejo v drugih neke napake, pa se vtikujejo vanje, pa kaj si taka, pa si onaka, pa imaš tako rit, pa imaš take lase, pa ne vem, pa napake. Ne? Jaz pa vedno rečem, napak ni. Popolnost je biti nepopoln. In to je to. Nepopoln popoln v svoji nepopolnosti. Ja. Je, ker vsak je individuum zase in vsak je sam zase popoln. Se pravi, tukaj, ker te pohvala privzdigne, toliko te kritika potunka in to je v bistvu eno in isto in moramo živeti brez tega, da pričakujemo karkoli. Tako, recimo, jaz zelo rada sprejmem kritike. Tudi to z mojimi strankami dosti govorim o kritikah, ker ljudje dostikrat kritiko sprejmejo kot slabo namerno. Kar pa ni. Se pravi, osebno si preveč vzamemo. Tako. Kritika je dobrodošla zaradi tega, ker na podlagi kritike mi lahko delamo spremembe, tam boljše pri sebi. In to je super. To je wow. In jaz sem izredno hvaležna ljudem za vsako kritiko, ki je dobim. Ja. Jaz tudi. Smo dobili stilista letos, Madonna, vidiš? Res. Ja, sej, dolga zgodba. Ok, zelo konkretno, kaj bi bil prvi korak na moji življenjski poti, ne v moji osebno, ampak tako, da si to, kar si. Da imaš več poguma, več jajc pa jajčnikov, da dejansko si to, kar si. Kaj je prvi korak? Prvi korak je, da si to želiš postati, da si želiš živeti svoje življenje. Ono, ko pridemo do faze, pa rečemo, poln kufer, imam vsega skupaj, zdaj pa grem. Do te faze mora priti. Tako, zdaj pa dosta vsega. Ne, pa ne bo mi več oni pridigal, pa ne bo mi oni pridigal, pa ne bo mi mama težila, ne bojo mi srali po glavi. Tako je dobesedno, ne bo mi več srali po glavi, dost imam vsega skup, zdaj pa fertik. Takrat je čas, da začne človek živeti svoje življenje in da je to, kar je. Postane to, kar je. Da se platno razgrne. To se pa platno razgrne, ne? Evo, super, lahko bi rekli inventura življenja. Ja, ugotovili smo, da če ne narediš sam, pa ti življenje prinese take situacije in te mal brcne v rit, po domače povedan. Na klepetobkavi.si najdete pod kategorijo storitve marsikaj, kar vam lahko pomaga na poti odkrivanja sebe in med drugim tudi energijsko čiščenje, ki ga nudi Anita. Sicer pa Anita je iz ezoteričnega društva Arhelika in tam jo lahko kontaktirate, pomagate, da vas resetira in da pridete v svoj steber.